Danes bomo povedali nekaj o tlaku v tekočinah. Najprej pa bomo ponovili tisto, kar smo zadnjič povedali v zvezi z tlakom pri trdih stvareh. Tlak se označi s črko P in nam pove, kolikšno je razmerje oziroma količnik med silo, ki pritiska pravokotno na površino, in velikostjo te površine. Povedali smo, da če bi sila pritiskala takole vzporedno s površino, v tem primeru ta sila ne bi povzročala nobenega tlaka. Tlak povzroča samo sila, ki pritiska pravokotno na površino, oziroma sila, če pritiska sila poševno, jo moramo razstaviti na dve komponenti, na pravokotno in na vzporedno. Večja kot je površina, na katero sila pritiska, manjši je tlak, in manjša kot je površina, večji je tlak. V tekočinah ta osnovni obrazec načeloma še vedno velja, če ga še zapišemo v trikotnik, P je F lomljeno z S. Se pravi, tudi pri tekočinah bo veljalo, da je sila, ki pritiska na neko površino, enaka produktu tlaka, ki je tam, in površine. Vendar v tekočinah velja še nekaj. Ampak najprej razrešimo vprašanje, kaj so to sploh tekočine. Poznamo 3 agregatna stanja: plinasto, kapljevinasto in trdnine. V trdninah vemo, da so molekule oziroma delci pri miru, v kapljevinah se lahko gibljejo, ampak vedno ustvarijo neko gladino, medtem ko v plinih zavzamejo cel prostor. V fiziki pline in kapljevine z eno besedo imenujemo tekočine. In to pomeni, da ko rečemo tlak v tekočinah, mislimo tako tlak v nekem plinu, kot tlak v neki kapljevini, recimo v tekoči vodi, v olju, zraku. Če delujemo na nek trd kozarec z silo v tej smeri, se bo tlak povečal samo v tej smeri. Ta sila ne bo prav nič spremenila tlaka na dnu posode. Ko pa imamo tekočino in prav tako pritisnemo na nek del tekočine, se ta tlak prenese po celotni tekočini. Ne poveča se samo tukaj, samo v tej smeri, ampak povsod. V vse smeri. Tlak na tekočino deluje tako, da pritiska na vse stene enakomerno in povsod pravokotno. Če steno posode nekje preluknjamo, tudi vidimo, kako tekočina na to steno deluje. Vidimo, da res voda izteka pravokotno. Tukaj je curek vode, ki je pravokotna, vedno pravokotna na steno posode. Tukaj še enkrat lepo vidimo, imamo plastenko, v kateri je natočena tekočina, in ko naredimo luknjico, tekočina pravokotno izteka. Potem se seveda zaradi teže ta curek ukrivi, ampak na začetku je vedno pravi kot. To, da se tlak prenese po celotni tekočini, izkoriščamo v napravah, ki delujejo po principu hidravlike. Sama sem se z besedo hidravlika srečala v prvih razredih osnovne šole, in sicer smo takrat otroci pomagali doma prešati, stiskati sadje. Imeli smo tako običajno prešo in vem, da smo se včasih morali 3 otroci obesiti na vreteno, da smo ga zavrteli. Ob tem pa je stari oče povedal, da imajo pri sosedovih hidravlično prešo in da nimajo nobenih težav s tem, da lahko preša že otrok, ki je star 3 leta, popolnoma samostojen.
Zdelo se nam je to nekaj neverjetnega. Naslednjič sem slišala za hidravliko nekoliko kasneje, ko so povedali, da je tudi traktor dosti lažje voziti, če ima hidravlični volan. Če pa tega nima, pa je vožnja traktorja precej težja. Dosti težja kot vožnja avtomobila, ker avtomobili so imeli že takrat vsi hidravlične volane. Poglejmo, kaj se zgodi. Če imamo posodo s tekočino, ki je neprodušno zaprta, na vsaki strani imamo en bat, tukaj bat s površino S1 in tukaj bat s površino S2, pa recimo, da tukaj pritisnemo z silo F1, naj bo recimo 100 newtonov, na površino S1, ki naj meri 4 kvadratne decimetre. Zato, ker smo pritisnili tukaj z silo, se je tukaj pojavil tlak P1, ki je enak F1 polomljeno z S1. Ampak tlak deluje na celotno tekočino. Po celi tekočini se je ta tlak pojavil in povsod na stene deluje enak tlak. Povsod deluje pravokotno. Tudi na ta bat. Velja torej, da je tlak P1 isti kot tlak P2. Torej mora biti tlak F1 polomljeno z S1 isto kot F2 polomljeno z S2. Če je F1 100 newtonov in S1 4 kvadratne decimetre, na drugi strani pa imamo površino S2, ki naj bo 3-krat večja od površine S1, je torej to 12 kvadratnih decimetrov, potem vidimo, da mora biti tudi sila 3-krat večja. Čeprav smo delovali z silo 100 newtonov, smo tukaj dobili silo 300 newtonov. Na principu hidravlike deluje kar nekaj naprav. Tukaj je recimo ena od takšnih, to je dvigalka za avtomobile. En človek ne more dvigniti avtomobila, ker ima avtomobil vsaj 1000 kilogramov. Tudi s pomočjo hidravlične dvigalke, tukaj noter je pač tekočina, mi lahko delujemo z majhno silo, pojavi pa se večja sila. S pomočjo hidravlike dvigujejo tudi zelo težki delovni stroji, s tem povečajo silo, s katero lahko stroj deluje. Vidimo pa, da so tukaj gor cevi, v katerih se pretaka tekočina. Najbolj uporabnih zadev pri hidravliki pa se mi zdijo zavore, ki jih ima vsak avtomobil. Neka gospa vozi avto, vsi vemo, da ni tako močna, pa tudi moški ne, da bi lahko to avto ustavil, ko bi avto drvel s hitrostjo 120 km/h po cesti. V avtu so hidravlične zavore, delujejo nekako tako. Tukaj je takšna stopalka, ki zelo na majhno površino pritisne, potem je po ceveh, tako je cevka speljana do osi vrtenja. Tam je takšna večja oprijenka z večjo površino, ta je povezana z njo. In nekako se tukaj pojavi majhna sila na majhno površino, tukaj pa poskrbimo za večjo površino in zato se pojavi tudi večja sila in avto se potem ustavi. Hidravlične zavore. V kakšnih filmih vidimo, da kriminalkah predvsem, da pač nekdo to cevko prelukne, če zavorna tekočina steče ven, potem tukaj noter ni več, potem se tlak ne more več prenašati in zavore ne delujejo in zaviranje ni mogoče. V hidravliki moramo torej vedno upoštevati to, da se tlak prenese po celotni tekočini. Ob tej nalogi bi si tako lahko postavili vprašanje, kje bo tlak,
kje bo sila največja. Če tukaj delujemo recimo s silo 600 newtonov, na katerem A, B, C se pojavi največja sila. Tlak vemo, da je povsod enak. In ker je tlak F(l)(s), lahko iz tega, lahko s pomočjo trikotnika, F(l)(s) je P, izrazimo F. F je P krat S. In takoj vidimo. Večja kot je ta površina, večja bo sila. Torej bo največja sila se pojavila tukaj, ker je površina največja.